Mogoče ta komentar, ko si politika roke umije, s tem, ko reče, da je o tem odločil nadzorni svet. To je delanje norca iz sistema, ki so ga v resnici sami sprejeli, in to je upravljanje družb državni lasti, ki ima zakonsko podlago, pa še vrsto drugih aktov upravljanja, ki jih ima Slovenski državni holding. Dejstvo je, da če se politika ne neha pri nadzornem svetu Slovenskega državnega holdinga, ampak se nadaljuje v tudi nadzorne svete preko političnih kvot, pomeni, da oni v resnici se delajo norce iz sistema, ko rečejo, da politično imenovani nadzorniki potem delajo samostojno in neodvisno in da oni nimajo nad tem. In problem je, če ne izbiraš med kadri najboljšimi, ampak izbiraš med našimi. In to je velika razlika. In tukaj imamo mi vrsto zamujenih priložnosti v Sloveniji. Ne? Če imamo mi nestrokovne ljudi, seveda lahko firmo zavozijo. Če imamo pa strokovne, ampak so politično imenovani, pa obstajajo ta tveganja, da ne bodo vedno delali v interesu družbe in pa tudi, da jim bo njihovo izogibanje nasprotnim interesom oteženo, ne? Ker bo ves čas nekdo hodil z nečem k njim in to je izredno težko vrstoma zavračati. Ne? Vas bodo večkrat spomnili na to, kdo te je postavil, ne? In da si neki dolžen vrniti ali pa narediti nek posel, ki morda ne bi bil v interesu družbe, ali pa zaposliti ljudi, ki morda niso najboljši kader za ono družbo. Ne? Tako da ta škodljivost političnih kvot se ne ustavi v družbi samo na vrhu, ne? Ampak gre kaskadno navzdol. Takole je gospod Tonin, generalna sekretarka Slovenskega združenja nadzornikov, odgovorila na vprašanje, ali si politika res lahko umije roke, ko reče, saj ni politika nastavila nekega kandidata, nadzorni svet ga je, pa še strokovnjak je. Kar je točno to, kar Nova Slovenija, vaša stranka pravi, da nimo za Valentina Hajdinjaka na Darsu, za Blaža Košoroka, ki je sicer dolgoletni član SDS, ampak je šel z mesta državnega sekretarja na ministrstvo, ki ga vodi vaša stranka, direktno na vrh Gen energije. Ampak gospa Prijović vam torej pravi, ne morete si na tak način umiti rok. Dajmo najprej začeti bistvo. To je, da za vsakega človeka je ključno samo to, ali je sposoben, kompetenten in primeren, ne pa kakšnega političnega prepričanja. To je za nas osnova, ki se jo ves čas držimo. Država ima vpliv na podjetja, katere lastnike preko Slovenskega državnega holdinga, ker v Slovenski državni holding imenuje nadzornike in tukaj so imenovani v parlamentu je neposredno vpliv politike. V tu dalje pa nadzorniki delajo sami. In zdaj, če bi jaz kot politik kamorkoli posegel, bi seveda kršil zakone. Hkrati imamo pa zakonodajo, ki pravi, da nadzorniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. In jaz bi si želel, da se nehamo pogovarjati o tem, kdo je kakšnega političnega prepričanja, ampak kako kdo upravlja svoje delo. Če imajo te ljudje pripombo na določenega posameznika, naj ga izpostavijo in je ta človek oziroma ta član nadzornega sveta ali pa nekega upravnega organa družbe tudi odgovarja. Edini na takšen način bomo prišli do odgovornosti. In še ena stvar, ki se nam Novi Sloveniji učita, mi smo zelo jasno povedali, da za nestrateške stvari je prav, da dobijo odgovornega lastnika. Strateške stvari, kot so pa energetika, kot je tudi infrastruktura, je pa prav, da ostanejo v slovenski državni lasti. In tukaj se tam politika nima kaj sprenevedati in more postaviti odgovorne in kompetentne ljudi. In za Novo Slovenijo to lahko mirno rečem, da nimam nobene slabe vesti, da kjerkoli smo imeli vpliv, smo postavili kompetentne in kvalitetne ljudi. Ampak to je sistem roka roko umije, gospod Tonin. Gospa Prijović je to lepo opisala, lahko je nekdo strokovnjak, ampak če je politično nastavljen, lahko vedno nekdo iz politike pride k njemu in reče, saj sem te jaz nastavil, zdaj boš pa naredil ta in ta posel tako, ali pa zaposlil te in te naše prijatelje. In to ni nujno vedno v interesu podjetja. Se vam to res zdi prav? Poglejte, nisem jaz ali pa nismo mi Zoran Janković
ali pa Tone Rop, ki bi govoril, kdo je koga nastavil. Nam ni nihče odgovoren, odgovorni pa so podjetjem, družbam, nadzornikom, kjer upravljajo svoje delo. In dajmo se vrniti na izhodišče, povejte, kateri so ljudje, ki slabo upravljajo svoje delo. Poglejmo rezultate teh podjetij. Lejte, že ves čas se ukvarjamo s tem, kdo je koga nastavil. Dajmo se pogovarjati o rezultatih teh družb, ali so boljši od prejšnje garniture ali slabši. To so prava vprašanja. Ampak gledajte, gospod Tonin, če bi se držali smernic OECD, ne bi se tako gospod Hajdinjak, kot tudi gospod Košorok, recimo slednji primer, bi se moral pol leta ohlajati. Ne? Temu se tako reče, da bi 6 mesecev minilo od odhoda z funkcije funkcionarja na funkcijo šefa državnega podjetja. Ne pa, da je šel z položaja, kjer je imel politično moč direktno v državno podjetje, ker so to korupcijska tveganja. Po drugi strani pa poznamo primer, ko vas sedanji način političnega kadrovanja o kvotah, ko vas je v bistvu zelo zmotil. Ne? Nadzornik iz vaše kvote na Pošti Slovenije je odstopil, ker se ni strinjal z imenovanjem Tomaža Kokota za generalnega direktorja Pošte, češ da nima kompetenc. Ne? In to je bil celo primer, ker sta se vaša stranka NSI in SDS, član katere je gospod Kokot, sporekli. Ne? Torej, vprašanje je, a naj tudi naslednja vlada ohrani tak način korporativnega upravljanja ali je vendarle treba karkoli popraviti? Še enkrat, vi zdaj insinuirate, da imamo mi na vse te ljudi vpliv, pa ga nimamo. Jaz vam govorim, kakšne so smernice OECD. Ja, jaz vam pa povem, da smernice OECD-ja so takšne, da smo mogli ustanoviti posebno družbo, ki upravlja z državnim premoženjem, in to je bilo v preteklosti narejeno z AUKN, ki se je potem razvil naprej. Naš edini vpliv, ki ga imamo neposreden kot stranka in smo ga tudi izkoristili, je, da smo postavili v parlamentu nadzornika SDH-ja. In tam se naš vpliv konča. Od tu dalje odgovornost nadzornikov in te ljudje, ki ste jih vzpostavili. To vi pravite, da so v kvoti Nove Slovenije. Zame je bistveno samo to, ali nekdo upravlja svoje delo kompetentno in dobro, ali ne. Zanikate, da bi bili? In kašni, seveda zanikam, in kašni so rezultati teh podjetij. Dobro. Gospod Golob, kaj boste vi, če prevzamete vlado, naredili s kadri, ki so v času te vlade dobili položaje? Ne? Ker po naših informacijah so nekateri ljudje, imenovani v času te vlade, že dobili sporočilo, da jim bodo letele glave, če vlado prevzamete vi. Se to dogaja z vašo vednostjo, gospod Golob? Ne, še več. Jaz vedno povem, da kdorkoli se predstavlja, in fajn, da ste to odprli, kdorkoli se predstavlja v mojem imenu danes in ali obljublja, ali grozi, laže. Torej zlorablja vaše ime. Točno tako. In sem tudi sam slišal, da hodijo, celo posle si nabirajo nekateri. In to ljudje, s katerimi nisem v življenju imel ničesar. Ampak to je tako enostavno, ampak to ni zdaj ta debata. Bolj pomembna debata je, da eno so besede, drugo so dejanja. In jaz bom uporabil stavek, ki sem že večkrat, predsednik NSI-ja vedno zanika, da bi imel NSI karkoli pri kadrovanju, ampak kot po čudežu se vedno znajdejo njegovi ljudje in samo njegovi ljudje na pravih mestih v zadnjih 12 mesecih. Pa njegov minister je bil tisti, ki je v kamero napovedal, da bojo te stvari izvajali vnaprej. Ampak vse je nepomembno. Pa dajte 2-3 našteti. Poskusite 2-3 našteti, ki jih je kadrovala Nova Slovenija. Direktno iz ministrstva, pa vse so vam povedali, vse vam je novinar povedal. Direktno iz ministrstva ste imenovali Rožac v Luko Koper in direktno iz ministrstva ste imenovali Košoroka v Gen Energijo. A ni dovolj? Mi smo imenovali. Gospod Golob, mi smo imenovali. Kaj? Nova Slovenija jih je imenovala. Okay. Toliko časa delate v gospodarstvu, da bi to moral vedeti, da jih Nova Slovenija ni imenovala. In da tudi gospod Košoroku povem 2 besedi, zdaj ga bom hvalil. In da tudi gospod Košorok ni član Nove Slovenije, ne, to je treba zelo jasno povedati. Že prepovedal, je pa velik strokovnjak z področja energetike, ampak očitno po vaše, če je nekdo napačnega političnega prepričanja, ni važno je strokovnjak, kako kompetenten je. Če je napačnega političnega prepričanja, v tej državi očitno ne bi smel početi nič. In proti temu se borimo, proti temu revanšizmu, da se ljudje ne presoja po njihovi sposobnosti, ampak po njihovim političnim prepričanjem. O revanšizmu govorite vi, ki ste zamenjali vse, kar se je dalo. Ampak gremo naprej. No to pa ni res. Gospod Košorok je od vseh... Vam je mandat potekel. Vse ne govorimo od meni. Zakaj ste tako obremenjeni? Nisem obremenjen, ampak treba je govoriti resnico. In mi nismo ljudje menjali.
Prvič, Nova Slovenija jih ni menjala in niti ne ta vlada, so pa nekaterim ljudem potekli mandati. Veste, če boste vodo vlado, boste videli, imate na koncu točko, kjer so administrativne zadeve. In se na vsaki vladi imenuje celo vrsto ljudi. Pa veste, zakaj? Boste vi pokazali listo, da ne bom jaz govoril, da laže, boste vi to naredili namesto mene? Izvolite, gospod Golob, da odgovorite. Gospoda Košoroka konkretno. On seveda se giblje po energetiki že 20 let. Absolutno drži. Bil je tudi generalni direktor HSE-ja, tudi to je vse res. Ampak o jedrski energiji pa žal gospod Košorok niti nima pojma, niti ga verjetno nikoli ne bo imel. In kaj se je zgodilo v Gen energiji? To je drugi energetski steber, ki ima pred sabo najpomembnejšo investicijo, to je potencialna izgradnja drugega bloka jedrske energije, jedrske elektrarne. Ravno v trenutku, ko je treba začeti pripravljati investicijsko dokumentacijo, ki bo v resnici definirala, kako bo ta blok izgledal in kakšna bo ekonomika, pripeljemo novega človeka v to zgodbo, ki o jedrski tehnologiji, pa imamo v Krškem, ne v Gibanju Svoboda, v Krškem, neizmerno več usposobljenih strokovnjakov, ki znajo in obvladajo jedrsko tehniko. Dobro, Med 6 kandidati, ki so bili prijavljeni, sta bila samo 2 taka, ki nimata o jedrski tehnologiji pojma. Eden od njih je bil gospod Košorok. Dobro, smo razumeli, gospod Tonin, na kratko odgovor, potem gremo še naprej. Ja, ne razumem, zakaj to naslavlja name. To je treba naslavljati na nadzorni svet, ki je gospoda Košoroka izbral. Oni so pravi ljudi. Od njih je treba... Bom pojasnil. Veste, kako poteka glasovanje in odločanje na nadzornem svetu? Tako da predsednik nadzornega sveta, ki resni v NSI-ju, resni, je v SDS-u. Drugače pa si slučajno tudi predsednik Telekoma v prostem času. Da predsednik nadzornega sveta, čudo se zdaj so že zamenjali, se je obrnilo, pokliče v kabinet predsednika vlade in dobi navodilo, koga sme in koga ne. Tako poteka tole. Sem da pojasnim, ko ste pa šli, kje imam dokaze. Drugič samo gospoda povabite. Gremo kar naprej. Najprej gospe Fajon. Mene zanima, če boste v naslednji vladi ukinili sistem političnih kvot pri imenovanju v nadzorne svete in uprave državnih družb. Boste presekali s to sedanjo prakso, če boste v vladi, ne to, da položaje zasedajo tudi člani strank in da se generalni sekretarji strank koalicije dogovarjajo o tem, kdo bo kje nadzornik ali upravi. Se lahko na tem mestu zavežete k temu? Da, zagotovo se zavežem. Jaz mislim, da imam celo najmanj obremenjenosti. Zdaj sem gledala 7 ali 8 minut, sta se kolega pregovarjala o političnem kadrovanju ali pogovarjala ali delila mnenja. Ampak glejte, omenili ste sami načela OECD. Kaj so načela OECD? Strokovnost, sposobnost, kompetence. Ja, treba bo oživiti spet ta načela in to je moja zaveza. Strokovnost je tista podlaga, ne partijska izkaznica, ne politični interesi in teh je v naši družbi, pa zdaj zelo iskreno govorim, absolutno preveč. Državno premoženje moramo zelo odgovorno upravljati. In to pomeni odgovorno upravljati zato, ker je od tega odvisna naša prihodnost. Ta denar se zliva v državni proračun, od tega je odvisna infrastruktura, je odvisen razvoj Slovenije. Zato pravim, to morajo biti najbolj kompetentni, strokovni ljudje. Ja, se bom zavezala, da tako bo, ker sem tako vedno delovala v politiki in imam mogoče najmanj interesov v krogu teh kolegov tu, kako bo naslednja vlada delovala. Ampak vodite pa stranko, ki je že dolgo časa na sceni. Vodim to pomeni, da gospod Levanič ne bo hodil na sestanke generalnih sekretarjev. Ne, jaz se bom pogovarjala, gotovo bo pa tudi gospod Levanič, ki je generalni sekretar stranke, se pogovarjal z ostalimi. Ampak jaz sem prepričana, da bomo tudi z gospodom Golobom in te stranke, ki smo danes neki naravni zavezniki na isti strani vrednot, zagotovili bistveno manj političnega posredovanja. Ne gre samo za državno premoženje in podjetja, gre tudi za obvladovanje epidemije, ko govorimo o strokovnosti, gre tudi za svobodo medijev in še marsikaj. Dobro, gospod Hojs, boste vi spremenili kadrovanje, če boste v naslednji vladi? Ne, če dovolite, zdaj bom pa tudi jaz mar več minut vzel, glede na to, ker sem... Glejte, najprej bi rekel, da če se vrnem čisto na začetek oddaje, očitno gospod Golob prisluškuje. Ste slišali, kaj je prej povedal? Povedal je, da kako stvar poteka, da pokličejo v kabinet predsednika vlade in predsednik vlade pove,
kdo bo kje sedel. Šokantno. Na svetu sedijo predstavniki delavcev, ki so to povedali. Če dovolite, lahko naprej. No, hvala. Hvala, gospod Golob. Ko se zlažete, vas bomo vedno prekinil. Drugače pa politično kadrovanje. Gospod Golob je najbolj eksemplaričen primer političnega kadrovanja. A ste ga kdaj vprašal, če je bil državni sekretar? Nikoli. Ste ga kdaj vprašal, če je kot državni sekretar sedel v nadzornem svetu Elesa? Nikoli. Ste ga mogoče v teh dneh vprašal, kaj je z njegovo dohodninsko napovedjo? Vsi predsedniki strank, kot vem, so poslali dohodninsko napoved za leto 2020. Gospod Golob je še vedno jo čakamo. In poglejte, nadzorni svet. Vsi čakajo mojo dohodninsko napoved. Na RTV-ju, gospod Golob. Na RTV-ju oni čakajo. Na RTV-ju čakajo vašo dohodninsko napoved. Ne. Sebi množine. Uredniki RTV-ja. Jo boste poslali? Ko pa vi to veste, gospod Hojs? No, uredniki so povedali. Policijskemu ministru uredniki javne službe razlagajo, kdo je poslal kakšen dokument. A ni zanimivo? Ne, zanimivo je, da so povedali, da jo edino vi niste. Nadaljujte. No, če nadaljujem. Odgovornost nadzornih svetov, vsekakor. Poglejte, gospod Golob je v vaših oddajah oziroma v naših oddajah večkrat povedal, da on za svojo plačo nima nič, ker mu jo je določil nadzorni svet. Si predstavljate? Ljudje, ki so odgovorni v državnem podjetju, nekomu podpišejo plačo, ki je 45.000 evrov na mesec. Spet laž. To je v bistvu naravno škandalozno. In povsem na koncu bom rekel, ne, poglejte, jaz sem to enkrat že v enem studiu povedal, nikoli se ne bom težko je prekinjati, jaz sem bil, bi rekel, vljuden, korekten, gospod Golob pa očitno. Ampak jaz se pa nisem lagal. Je pa še zmeraj premalo časa na sceni, da se bi znal obnašati. Poglejte, jaz sem že enkrat v studiu povedal, da si nikoli ne bom pustil vzeti te pravice, da kot državljan, če ravno politično opredeljen, kar ni nič narobe, ne bom predlagal koga, za katerega lahko trdim, da je strokoven, usposobljen in vkolikor bo prišel vse kadrovske izbore, ukolikor bo šel skozi vse akreditacijske komisije, ni nobenega razloga, da tak človek ne sedi v upravi, v nadzornem svetu ali pa kjerkoli drugje. Torej, nehajmo se sprenevedati, tako to je povedal gospod minister Tonin. Najbolj eksemplarični primer političnega kadrovanja je gospod Janković, kjer je predsednik vlade povedal, da je gospoda Jankovića nastopil, gospod Golob pa je pravzaprav samo nekaj recidiv gospoda Jankovića. Pa če gremo tu, je treba omeniti zadnji primer, gospod Hojs. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj objavila pravnomočno odločitev, da se je premijer Janša znašel v konfliktu interesov in je torej kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ko se ni izločil iz odločanja vlade o imenovanju svojega odvetnika Francija Matoza za neizvršnega direktorja družbe za upravljanje terjatov bank, torej slabe banke. V SDS po eni strani poudarjate, da je videz nepristranskosti silno pomemben, na drugi strani pa KPK jasno zapiše, da obstaja vsaj videz, da je bil Matoz imenovan zato, ker je Janšev odvetnik in ne zato, ker je to v javnem interesu. Zgodilo se ni nič, so torej to dvojna merila, gospod Hojs. Kaj pa ne bi se zgodilo? Kakršnekoli posledice po... Kakšne? Po tem, kar pove KPK. Torej, če vas prav razumemo, ne priznavate te odločitve, ali kako? Ne, KPK daje načelna mnenja. Zdaj pa so na vrsti drugi organi, da bodo stvar, ukolikor je pač nezakonita ali kakršnokoli drugače, sprocesirali. Spomnite se glasovanja gospe Alenke Bratušek. Ona je glasovala sama zase, ne za nekoga drugega. Sama zase je glasovala za to, da bo postala evropska komisarka. In mimogrede, če dovolite, ta isti KPK se ni odzval v primeru bajnih zaslužkov gospoda Vesela na računskemu sodišču. Kot veste, je tam zaslužil, mislim, da po 200.000 evrov po padanskem fušu. Jaz sicer mislim, da je delal to, pa je bolj kot predsednik računskega sodišča fušal. Torej, celo vrsto načelnih oziroma nenačelnih oziroma nikakršnih odločb Komisije za preprečevanje korupcije nismo dočakali in to je zgolj ena od tistih, bi rekel, faz, ko je treba pač našega predsednika diskreditirati. Ampak je pa meteorski vzpon Francija Matoza v času te vlade več kot očiten. Gospod Hojs je v nadzornem svetu dveh velikih državnih družb, Luka Koper, Slovenske železnice, ima med drugim tudi svetovalno pogodbo s Telekomom in KPK je tukaj zelo jasna. Kopičenje funkcij je problematično, takšne imenovanja krepijo nezaupanje v javni sektor. Ne, jaz mislim, da boste v slovenski družbi, če boste pogledali nadzorne svete v preteklosti, pravzaprav najdu
izpiljene modele, kako so se 2-3 ljudje, seveda strani nekdanje LDS in pa SD-ja, pravzaprav rotirali po nadzornih svetih, tako da seveda na tako vašo trditev nikakor ne morem pristati. Obenem je pa res, da je gospod Matos kot odvetnik pač prestal vse potrebne akreditacijske postopke in bil, še enkrat poudarjam, ne imenovan strani predsednika vlade in ne strani mene ali kogarkoli drugega, ampak strani nadzornega sveta posameznega podjetja. Oziroma skupščine tega podjetja. Strani vlade je imenovan zgolj v SDH. In premijer je kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Gospa Fajon, želeli ste repliko? Res je. Kmalu me boste zrinili iz mize, gospodje, ampak hvala. Glejte, KPK, to je zelo jasno preusmerjanje pozornosti, moram reči. KPK je včeraj res potrdil, da gre za primeru Matosa še za eno koruptivno dejanje in to ni edino koruptivno dejanje, kar je sicer nek modus operandi, se mi zdi, kar je slabo za naše državljane, je tudi zgled, ali predsednik vlade ali še kak vidni politik ne dviguje pošte, ko gre za razne pravosodne ali sodne zadeve. Saj neki praks imam tudi sama, ko gre za predsednika vlade, pa še koga zraven. Ampak poglejmo še tudi, kaj se je zgodilo ob vseh teh obsežnih kadrovanjih, ki so bila omenjena 5:12, če rečem, začenja se volilna oziroma smo tik pred volitvami, je vlada naredila razpis za, zdaj mislim, da je včeraj bilo 77 pred kratkim še ali 160 koliko zaposlitev v javnem sektorju za nedoločen čas. Niso se za nedoločen čas, gospa Fajon. Večinoma so za nedoločen čas, tudi ne z nekimi kvalifikacijami. Zakaj? Zato, da se zdaj še na hitro zapolni mesta v javnem sektorju. To je žal dejstvo. In največ zaposlitev je bilo v času te vlade v javnem sektorju in političnih kadrovanj. Ampak to je počela tudi kakšna druga vlada, da je na koncu kabinetne zaposlitve pretvarjala v največ. Vse številke povedo. To so neumnosti. In to je slabo, kar je za našo družbo, ker bi morali imeti politiki interes, da delamo v interesu ljudi, ne pa zase. In žal mi je, da je tako. Poglejte, to so popolne neumnosti. Nihče se v javnem sektorju ne more zaposliti, če ne ustreza pogojem, ki so splošno znani, torej upisani v sistemizaciji. Nikogar ne morete zaposliti, če tistim zahtevam, ki so tam določene, ne izpolnjuje pogojev. Mimogrede bi vas pa vseeno opomnil ali pa vas vprašal, gospa Fajonova, rekla ste, da je KPK odločilo, da je to koruptivno dejanje. Da je v navzkrižju interesov. Piše, da je koruptivno dejanje? Ne gre za korupcijo, ne gre za kaznivo dejanje. Pravim, da gre, jaz pravim, nasprotje interesov in jaz pravim, da gre za koruptivno dejanje. Aha, vi pravite to. Jaz pravim. Pravi pa KPK, da je naslednji korak korupcije in tu bomo šli zdaj naprej.